Doomsday Singularity je instalacija, je sestavljena tako rekoč iz dveh solo del od Doomsday Protocol Machine in Singularity. Združila sem obe instalaciji skupaj med procesom dela, ker Singularity sem delala dosti prej in ko je bil ta kos vertikal za ograjo razstavljen v Moderni galeriji, sem se odločila, da nadaljujem z delom teh vertikal, ki so delane po principu, da so vse vertikale približno enake višine, ampak so totalno drugačne ena od druge. Torej, te variacije v smislu različnosti, glede na material, glede na senzibilnost, pojavnost, so me zelo zabavale, to delo me je zelo zabavalo in bi jih še delala, če me ne bi prostor omejeval. In ko sem končala, sem po nekem času brala knjigo Daniela Ellsberga, Doomsday Machine, Confessions of a Nuclear War Planner. Torej, on je bil načrtovalec oziroma svetovalec Pentagona, pri Pentagonu zunanji svetovalec in se je na stara leta odločil, da napiše tako rekoč dnevnik, kaj je v tem času hladne vojne delal in kaj je odkril. Potem se je spremenil v žvižgača in tako naprej. V tem procesu svetovalca Pentagona je bilo njegovo delo, da je hodil po vojnih oporiščih, povsod, kjer so bila, to pač ameriških, kjer je bilo nuklearno orožje. In med branjem dobesedno so take zgodbe, da si vedno bolj šokiran, glede na to, kaj človek piše, in to iz prve roke. To niso nobene izmišljotine, ampak dobesedno registrirana dejstva. Zaključi s tem, da je pač to knjigo moral napisati, zato, da pride v javnost, ker vse to, kar se je dogajalo v hladni vojni in v krizah med dvemi velesilami, kar je bila Sovjetska zveza in Amerika, kubanska kriza in tako naprej, da javnost ne ve in ni vedela in še vedno ne ve, kakšna velika grožnja je atomski spopad. Zgodba, ki me je totalno, bi človek rekel, presenetila, je ta, da sta s kolegom šla v kino gledati Dr. Strangelove film od Stanleya Kubricka in ko sta prišla iz dvorane, sta šla na pijačo in bila totalno dolg časa. Na kar sta se spogledala in rekla, pač film se je takrat interpretiral kot politična farsa. Ona dva sta bila pa presenečena, kako natančno je film dobesedno dokumentiral situacijo v teh skritih sestankih v Pentagonu. Na osnovi tega filma Dr. Strangelove sem začela takoj delati to indigo kolaž, ki je tako rekoč kronika razvoja z statistiko in tako naprej, s temi figurami iz filma. V filmu so večinoma na recimo rdečih telefonih, ne, kle vidite, da te moški telefonirajo in tako naprej. In sem vnašala podatke o stvareh, ki sem jih začela spoznavati. No, v knjigi jasno, ker jo je napisal pred kratkim, se pravi 2017, so se razvile druge znanosti, kot je klimatologija in tako naprej. To ni fizična zadeva samo
vreči bombo. To ni tako, kot je recimo hladno orožje. Nuklearna orožja imajo ogromne posledice, tako na klimo, kot na živi svet. Žarčenje traja zelo dolgo, ne? Ampak takrat tega sploh še niso jemali kot parameter, oziroma sploh jih niso zanimale posledice, samo konkretne, instantne posledice, ne pa dolgoročne, ne? In s časom so jasno te dolgoročne posledice bile vedno bolj prezentne z raziskavami in tako naprej. Recimo na tem prvem kolažu, ki je delan iz indiga, z indigom, je tudi že registriran, se pravi, je registrirano taktično orožje. Taktične nuklearne bombe, to je tudi razvoj oboroževanja, ker so začele informacije vedno bolj prihajati na dolgoročne posledice vsega živega, se je atomsko oboroževanje razvilo v smeri, da se dela atomsko orožje z manjšimi kapacitetami, da bi se kljub vsemu lahko uporabljale, ker bi bile manj vplivne za naprej, glede posledic. In to je taktično orožje, o katerem slišimo danes vedno bolj. Se pravi, da naj bi bile bolj lokalne, manj destruktivne, ne? Kljub temu se pa spet pozablja, da žarčenje ostaja, ne? In jasno, odkritja v zvezi z klimatologijo so ta, da jasno, da imamo veter, ne? Skratka, nuklearna vojna ne more biti lokalizirana, ker stvari potujejo tako žarčenje kot zastrupitve. Potem sem šla delati drugi del, ki je nuklearni požar, to je ta okrogli kolaž. Tu sem pa odkrila, da so leta delali raziskavo na najbolj razumljen znak za nevarnost. Ni več to ta krog rumeno-črni, ampak je trikotnik z mrtvaško glavo in tako naprej s človekom, ki je totalni absurd. In potem vidiš, da je recimo mednarodna skupnost se fokusira na znak za nevarnost, ki je totalno brez veze. Zato, ker če atomska bomba pade, tam so neke puščice, da teči, ne, ker nimaš kam teči. Torej, po branju te knjige potem ugotoviš, da ljudje de facto ne razumejo zares, kaj je atomsko orožje. Ker če si ti v bunkerju, pa si lahko 5 let ali pa 10, enkrat moraš ven. In ko prideš ven, če pride do tega spopada, bo nuklearna zima, ker bo v stratosferi bo dim in tako naprej, ne bo sonca, ne bo nič žive, ne bo nobene žive stvari, hrane ne bo, visoko ožarčenje, torej to pomeni nemogoče razmere za bivanje. Skratka, skozi celo to knjigo sem vedno bolj odkrivala ta absurdnosti. Zdaj, če pride do nuklearne zime, je jasno, da hrane ne bo. No, in potem jasno sem naredila še nuklearno zimo. 3 kolaži so v strukturi bunkerja, kjer pač predstavljajo pač enoto. Na ta del uničenja se pa veže tudi
figura, ki stoji zunaj samostojno, cona Y, zone Y, ki je dvoglava človeška figura in referira na eksplozijo oziroma nesrečo Daiichi centrale na Japonskem. Figura predstavlja čistilca, ki je mrtev, ker so poslali ljudi dobesedno fizično sicer zavarovane, ampak so umrli, zboleli, umrli, in nosi tudi Geigerjev števec, da meri ožarčenost. Šel je pa v visoko ožarčeno področje, se pravi, še vedno so bili potrebni ljudje na lokaciji sami. Vis-a-vis je pa drevo z berglami in pohodno palico, samostojna, ki je del vertikal singularity. To drevo ima tudi življenjsko tekočino itd. Skratka, je mrtvo, pokrito z tekočim pudrom, se pravi foundation cream v angleščini, in je del vertikal, ki stojijo za ograjo, ki se ji reče singularity. Omenila bi še pred tem viseči del, ki je nuclear football, ki je tudi zabeležen na indigo kolažu, ki je torba, to je strokovni izraz, oziroma to je izraz, ki so ga dali načrtovalci atomskega orožja, cinično. Jaz sem zdaj na teh kolažih uporabljala vse izraze, ki so uporabljani v sektorju nuklearnih planerjev in izvrševalcev. Se pravi, so dali temu kovčku, ki ima napravo za sprožitev atomske vojne, in ta kovček ga nosi človek, ki je izbran in tako naprej. On je priklenjen na torbo, predsednik mora povsod nositi kartico, kjer so njegove ID številke za sprožanje atomskega napada. V knjigi bereš komične oziroma razne zgodbe, kako se je ta kartica izgubila itd. itd. In sem se odločila, glede na cinizem imena naprave, s katero sprožiš nuklearni napad, kjerkoli si, baje danes imajo v teh osebnih avtomobilih to, tej torbi se reče nuclear football, in v primeru krize predsednik lahko sproži skupaj s svojo kartico nuklearni napad. To vse spada v del, razen drevesa, spada v del uničenje ali doomsday. Drugi del je pa singularnost. Singularnost je za mene recimo sinonim, to delo, sinonim za dinamiko, različnost recimo živega kot pojavnosti. Je za ograjo, delno tudi zaradi fizičnih predpostavk, ker sem hotela, da so vertikale na zelo majhnih, okroglih podstavkih, da so čim bolj vitke in so kot nekakšen gozd različnosti. Not so tudi neki zgodovinski citati glede na afriško gradbeništvo, glede na mogoče grško, drugi so samo materiali in tako naprej. In singularity recimo pomeni ogromno stvari v različnih področjih. Ena izmed njih je, da je črna luknja singularna, ker ne vemo, kaj je. Metafora zame bi bila, oziroma referenca,
da de facto živi svet sicer smo raziskali dosti daleč in tako naprej, ampak še vedno so skrivnosti. Ne vemo točno, kako kaj deluje, veliko že vemo, ene stvari pa ne vemo, ne, ta recimo začaranost pa plus povezave v živem svetu, ne, ta kompleksnost živega na tem planetu, kjer še smo. Torej, singularnost se pogovarja, bi rekla, pod navednicami, z to opcijo, s to grožnjo, kjer je predstavljena grožnja in posledice. Skratka, povsod, kjer smo danes v našem času se znašli z onesnaževanjem, z divjanjem industrije, ne, z hiperprodukcijo, z de facto totalnim neodnosom do okolja oziroma odnosom, ki se sploh ne ukvarja z okoljem, ker mi smo del okolja, ne, ki se obnaša arogantno, dobesedno arogantno, se pojavljajo opozorila, ne, da to, kar zdaj živimo kot posledico nebrzdanega razvoja, tehnologije, vsega in tudi odnosa, ne, do narave, treba bo vzpostaviti drugačen odnos do okolja. Skrbeti za naravo, ne pa jo dobesedno imeti v posesti. To ni blago, narava ni blago. Te problemi niso politično globalni, ampak so globalni, ne? Se pravi, tu ni strani, ne? Prej sem že rekla, da tudi atomska vojna ne poznaje meja. Torej, vsi smo vpleteni v problematiko danes, vsi prebivalci planeta Zemlje in moj namen s tem projektom, ki se veže na zgodovinsko obdobje hladne vojne, ne? Ampak problem prav zaradi te knjige, ta knjiga izpostavlja, da je planet ogrožen, ne glede na interese po posameznih političnih strani, ne. Tu niso niti zahodnjaki, niti vzhodnjaki vpleteni in upam, kakor spremljam zadnjo, recimo Kitajska, Rusija in recimo Amerika, NATO in tako naprej. Skratka, ta celoten koncept, ki se je razvil v prosvetljenstvu, ne, ki je prinesel veliko pozitivnih stvari, po drugi strani se ne moramo več tako obnašati, da smo, zaradi tega pa smo zdaj pač v antropoceni dobi, da smo gospodarji, totalni gospodarji narave in planeta, ne? In recimo ta pristop, da je planet kot neko igrišče, ne? To bomo dobili kot bumerang, že dobivamo, ne? To je bumerang efekt.